Pozdravljeni in dobrodošli na prav posebni epizodi podcasta Upanje. Sem Rahela Muri in v sklopu izbirnega predmeta na Teološki fakulteti smo za vas pripravili epizodo Ali je še upanje za skavte? Saj veste, o kom govorim. Morda ste skavte opazili v oranžnih uniformah sredi mesta ali pa slišali za njihove tabore v naravi. Skavtsko gibanje živi že več kot 100 let. Začelo se je na prelomu stoletij, ko so bili časi čisto drugačni. Prisegajo na vrednote iz časa vitezov, čistost, požrtvovalnost in odkritosrčnost, vera v Boga, pomoč sočloveku in spoštljiv odnos do narave hodijo z roko v roki. Pa se danes, v našem svetu, ki se hektično hitro spreminja, še najde prostor za kaj takega? Marsikdaj se sliši, da je takšnih in podobnih vrednot vse manj, ali sploh, da niso več aktualne, da ni več mladih, ki bi še živeli tako. So skavti danes še vedno prostor pravih vrednot, osebnostne rasti in odkrivanja Boga na poseben način? Ostanite z nami in razmislite skupaj z nami. Je še upanje za skavte? Najprej pa si poglejmo nekaj osnovnih dejstev o skavtih. Skavti. Mnogi ste zanje že slišali, morda jih kje opazili ali srečali na njihovem potepu v oranžnih srajcah in morju barvitih rutk. A skavtstvo je veliko več kot le šotorjenje in vozli. Je gibanje, ki že več kot stoletje po vsem svetu mladim daje prostor, kjer lahko rastejo, se povezujejo in živijo upanje. Skavtsko gibanje se je začelo leta 1907 v Veliki Britaniji z vizijo Sira Roberta Baden-Powella, da mlade vzgojijo odgovorne, srčne in pogumne posameznike. Iz postopaških pobalinov je uspel vzgojiti odgovorne in vzorne može. Prvi skavtski tabor je tistega slavnega leta potekal na otoku Brownsea na jugu Anglije. Udeležilo se ga je samo 18 dečkov. Danes skavti delujejo v več kot 170 državah in povezujejo več kot 50 milijonov članov. Zdravo. Stojim na kraju, kjer sem začel prvi skavtski tabor. Hvaležen za vse skavtske izkušnje, pa sem tudi vesel še novih dogodkov. V Sloveniji skavti delujejo od leta 1990 pod imenom Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov, skrajše ZSKSS. So ena izmed večjih mladinskih organizacij v državi z več kot 6000 člani. Ti so različne starosti, vse od najmlajših otrok, mladostnikov pa do mladih odraslih. Skavti delujejo v skupinah imenovanih stegi po vsej državi, kjer razvijajo svoje vrednote v različnih starostnih skupinah. Urijo se v življenju skavtske obljube, sodelovanju, spoštovanju narave, učenju veščin, pomoči bližnjemu in zaupanju v Boga. Vse to mlade uči, da življenje ni nekaj vase zaprtega, ampak je služenje, veselje in bratstvo. Danes se nam je v studiu pridružil Luka, pozdravljen, ki je študent prava in skavtski voditelj. Luka, tudi sama imam izkušnjo skavtov, le 1 leto sem hodila na druženja in srečanja, pa se ni šlo. Kakšna je tvoja zgodba in zakaj si postal prav skavt? Hvala lepa za vabilo. Mi je žal, da sem imela mogoče malo slabšo izkušnjo. Pri skavti sem že 12 let. V bistvu sem prišel preko animatorke, ki nas je eno poletje govorila o skavti, govorila o kraji zastave, o postavljanju šotorov in potem v bistvu smo že tisto jesen prišli na vodno skavtsko mašo. V bistvu smo kar pustili nekako ostale aktivnosti in sprejeli nekako skavte kot našo glavno prostočasno dejavnost. In ja, to je bilo septembra 2013. Zdaj pa smo 12 let kasneje in še vedno uživam v tem. Lepo. Kako pa ti gledaš na provokativno vprašanje iz naslova epizode, če je še upanje za skavte? In imaš kakšno mogoče osebno izkušnjo? Ja, jaz bi se strinjal, da vprašanje je malenkost provokativno. Gotovo pa to provokativnost malo razblinja dejstva. Jaz bi rekel, da gotovo upanje za skavte še je. Konec koncev vsako leto nastajajo novi stegi. Vsako leto nas je skavtov več. Tako da jaz mislim, da neke bojazni, če še upanje sploh ni. Skavti so tu za prihodnost.
Hvala, Luka, za te besede o tvoji skavtski izkušnji. Preden pa se nam v studio pridruži naslednja gostja, pa vas povabim k ogledu prispevka, kjer smo vprašali nekatere skavte in odgovorili so nam, če je še upanje za skavte. Ja, jaz mislim, da ja, definitivno, ker se mi zdi to res koristno preživeti čas v naravi s prijatelji, ob tabornem ognju, naučiš se veliko. Jaz definitivno mislim, da je še upanje za skavte, zaradi tega, ker kot sam opažam, je vedno večje število vpisanih udeležencev na same skavte. Uriš se v samostojnosti, odgovornosti. In tudi sam vidim, da je to zelo dobra odločitev, saj se naučiš veliko novega. In res najdeš eno skupnost, s katero pluješ skozi valove življenja in ti res veliko pomeni, no, vsaj meni. Predvsem dosti časa preživiš v naravi, kar je danes nekaj neobičajnega, glede na to, da večino časa preživimo na svojih digitalnih napravah in mislim, da je za otroke in tudi za nas same to ena zelo dobra izbira. Ja, seveda, da je, dokler bodo obstajali mladi, ki svoj prosti čas in energijo vlagajo v to, da oznanjajo Kristusa in ga približujejo drugim mladim, bo obstajalo upanje tudi za skavte. Je upanje za skavte, vedno si bomo želeli čim več časa preživeti v naravi in se pač držati vrednot, če ne druga bodo naši otroci skavti. To je to. Naša naslednja gostja je Ana, študentka in skavtska voditeljica. Pozdravljena. Povej nam, kako si ti postala skavtinja? Pozdravljeni. Moja skavtska pot se je začela nekje pred 12 leti, ko me je takrat prijateljica že dobro 5. leto vabila k skavtom in ob pripovedovanju vseh dogodivščin v bistvu sem se odločila, da le pridem pogledat na tisto vodno skavtsko mašo, po kateri je bilo kratko informativno srečanje, ki je bilo pa eno izmed mojih najljubših in se ga še zdaj z veseljem spomnim. Lepo. Sem pa slišala, da si letos tudi misionarka upanja. Kako ti povezuješ upanje in skavte? Pa če mi lahko razložiš to besedno zvezo misionarka upanja. Ja, v bistvu je bila kar velika čast biti misionar oziroma postati misionarka upanja. Je tudi mene presenetilo to vabilo. Hkrati pa v bistvu vidim veliko priložnost, predvsem v tem misionarjenju med skavti. Skavti in upanje, morda na prvi pogled, nimajo kaj dosti skupnega ali pa se kdo vpraša, kaj je skupnega. Pa se mi zdi, da v resnici je skavtstvo v osnovi, v samem jedru eno veliko upanje. Gre v bistvu za neko gibanje, torej za neke dejavnosti, ki jih pripravljamo za mlade, tako na osebni ravni, kot potem tudi na skupinski ravni. Gre za v bistvu nek program, ki se pripravlja prav z neko ciljno skupino za mlade, v bistvu, da se izboljša njihovo tako znanje, kot tudi neka družba, kasneje torej neka skupina. Delamo v želji, da bi jih vzgojili v odgovorne, vzorne kristjane, skavte in državljane. In mislim, da tu še vedno lahko potegnemo pod črto, da je to eno veliko upanje v bistvu za nas vse za naprej. Hvala, Ana. Dragi gledalci, najlepša hvala, da ste nas spremljali do konca oddaje. Mene se je najbolj dotaknilo to, s kakšnim žarom in s kakšno zavestjo Ana in Luka delata svoje poslanstvo. Skavti torej še imajo upanje in kot smo videli, so nosilci upanja za mlade danes. Zagotovo poznate kakšnega mladostnika, ki ne ve ravno, v kaj upati in ne ve, kaj bi s svojim življenjem. Mogoče mu lahko vaša beseda o upanju in skavtih prebudi novo upanje. Vabim vas, da podcast upanja spremljate še naprej. Nasvidenje oziroma po skavtsko srečno pot.